ko rečemo kriza, to so trenutki izzivov, zdaj se več ne govori o krizah, a ne? Ampak dajmo vedeti, na kaj smo pripravljeni. Kaj je tisto, kar bo zdaj govorimo o našem fizičnem telesu, da se razumemo, ker če vam je jasno, da nismo prvič tukaj, nismo tudi zadnjič, torej to ni film, ki ima potem neki hollywoodski happy end ali ruski konec, ampak to je serija. In v tej seriji je trenutno neka 262. turška nadaljevanka, ki jo ja igram. In včasih vam ni jasno, kaj je bilo prej, ne veste točno, kaj bo potem, ampak če ste to že dojeli, potem pa ni panike. Večni smo. Ampak to je naša vest. Naše telo pa ima težave, ko mu kruli v želodcu, pa ko ga zebe. Tako da v tem predavanju bi ja probala malo olajšati temu našemu telesu. Tako da dajmo prvo pogledati, kaj ga najbolj ogrozi lahko. Kaj je tisto, brez česa ne morete? Voda, zrak, zemlja, hrana. Ko gremo po vrsti, ja, brez zraka smo zaključili v 2 minutah. Tega nam verjetno ne bo zmanjkalo, res je pa, da je vprašanje, kaj dihamo. Ampak, tudi tle se da temu strešt, bomo se še o tem pogovarjali. Eno stvar niste omenili, pa vas bo ugonobila prej, kot če vam zmanjka vode in hrane. Mraz. Ja, eni vemo, Lari Žurga nas je izobraževal. Toplota je nujna. V 1 uri si lahko mrtev, pa nisi ne žejen, ne lačen, če pride do podhladitve. In glede na to, da smo mi rojeni na toplem, živimo na toplem, se hladimo, ko nam je prevroče, torej ta naš notranji termostat je totalno razvajen in funkcionira samo v idealnih pogojih. Fogel je že 50 let nazaj rekel, da smo rožice iz rastlinjaka. Že na sonce, ko nas pusti, še prehudo, a ne? Kaj pa šele mraz? Torej, eno od resnih zadev je, da vidimo, kako smo pripravljeni na mraz. Ker ta je scenarij, ki se nam obeta ziher. Če ste pripeti na sistem, ne računajte s tem, da vas bo sistem to leto grel. Šole so že dobile razpise, da gretje bo do 19 stopinj. To ni v Nemčiji, to je pri nas že. In to je pod pogojem, če bo. To ti dovoljujemo maksimalno, če boš imel s čem. Vsa ta zakonodaja, ko imamo okrogle mize z ministrstvi, oni ko papige ponavljajo, mi nimamo rešitve ali mi smo del skupnega trga, pa bo. Zavarovalnica nima odgovora, kaj bo naredila, če se 1000 hiš zruši, ampak oni so res zavarovani, pa upajo, da se ne bo zrušilo v celem svetu hkrati. Cel sistem sloni na nekih matematičnih izračunih robnih pogojev, da se nekaj ne bo zgodilo, če bo, pa bo nekdo drug takrat rihtal. Pa ste vedeli, če ne bi tlej prišlo teh 1000 gasilcev pa rihtalo, sistem nikoli ne more zrihtati nekaj, kar gre izven tistih 1 do 2%, na katerega je sistem pripravljen. Mi vse, kar plačujemo, mi plačujemo zato, ker so oni izračunali, da je verjetnost, da bi bomo nekaj rabili pod 1%. Če se pa verjetnost neke škode poveča, po zavarovalnici sem šla v stečaj, pa rekla, vi se pa najdete. No, ko gre za toploto, ni heca, meni ljudje še vedno postavljajo totalno neumna vprašanja. Imajo zdaj te bajturine, ki so vse en prostor, 400 kvadratov, galerije in ne vem kaj, okna, vse v šipah. Ja, kaj predlagaš? A bi bilo boljše, da smo na plinu ali na tem ali na tem? Rečem, a vi še niste dojeli, da ko pride kriza, ne greš več hišo, takrat greš sebe. To je ta zasuk v glavah, ki ga moramo narediti. Takega prostora, gledajte, to je volumen približno ene današnje bajte, če bi pogledali. Ovaj prostor, v katerem sedimo. Koliko vi rabite, da to si grejete? Pa to je čista potrata. Če je kriza, potem gre modrost naših prednikov. Zakaj so mehna okna, zakaj so mehni prostori in zakaj se je živelo v kuhinji in zakaj kmečka peč bila 3/4 v enem prostoru, pa 1/4 grela steno od drugega prostora. To je modrost brez primere. In zakaj so debele stene, seveda. No, če bo prišlo do tega, je prva stvar, da začnete razmišljati, kako da se telo ne podhladi, ker
Če se vam to zgodi, potem imate kaskadni problem. Ta trenutek, ko se noge shladijo, prihaja do zožitve kapilar v nosu, zato vas v nos zebe in ta trenutek se suši sluznica. Ta trenutek, ko se suši sluznica, se na njo lahko prilimajo virusi, prah in vse ostalo, kar je iz zraka. Zato so rekli, da škornj varuje glavo. Tudi ena modrost, ki jo naši otroci ne razumejo. Torej, zelo pomembno je, kako z minimumom energentov mi ohranimo telesno toploto, ker od tega je odvisna naša cirkulacija, naši možgani pa naš imunski sistem. In najbolj genijalen digitalni pripomoček, ki vam ga lahko priporočim, sta pravzaprav 2 termoforja. Zakaj? Tako kot je kolo največ prevoženega z minimumom energije, je termofor najboljša raba toplote, ki si jo lahko zamislite. Zakaj? Da se greš 1 liter vode, potrebuješ tisto eno tabletkico za podkuriti ogenj ali 2 mikropolenčka. Se strinjate? Ko to preliješ v termofor, če to daš nase, si zagotovijo toploto za 8 ur. Vi se nikoli ne morete greti na 2 mečkana koščka, ker boste po 15 minutah začeli zmrzovati, če vam bo ta toplota v luftu šla. Če vi to toploto ujamete v nekaj in potem to nekaj sebe potem spraviš v vrečo za spanje ali pod kovter, in tebi je termofor je zjutraj še vedno toplejši od 37 stopinj. Seveda morate tudi vedeti, kam ga boste dali. Ja, to je zelo pomembno, ker če ga boste predolgo držali na nogah, mi imamo termostat tako nastavljen, da tle v metabolnem delu mora biti okrog 37, na periferiji pa malo manj. In če ti noge se greš na 40, v enem trenutku se premešajo sokovi, ampak potem se začnete hladiti, zato so talna gretja v osnovi neugodna za termodinamiko. Ker ker se glava in telo ne moreta zmeniti, a vam je toplo, a vam ni toplo. V noge vam je toplo, v telo vam pa ni, moralo bi pa biti obratno. Zaradi tega termofore uporabljamo tako, če ni termofor, lahko je topli cegel, včasih so greli s ceglom ali z nečem drugim. Torej, mi delamo tako, vedno je topla voda na štedilniku, seveda na štedilniku na drva. In ta voda čez dan služi kuhanju, vlaženju zraka, instant čaju, napitkom, zvečer pa gre v termofore, termofori grejo v mrzlo posteljo, lahko imaš v sobi 10 stopinj, ampak ti ne smeš se uležiti v ledenico od postelje. Zakaj? Ker boš svojim telesom moral ogreti vzmetnico, ki ima 5 stopinj. To je pa preveliki odjem energije, razen če ste pita osebe, pa vam paše, da vas postelja hladi, boljše, da vas ne hladi. Ampak kaj morate segreti? Morate vedno segreti ta del. To je glavna vstopna točka in če ledvica imate na toplem, veste, da ja non-stop nosim recimo brez rokavnike, zato ker že od otroštva sem imela zelo veliko vnetje ušes pa izčrpanih ledvic zaradi preveč antibiotikov, s katerimi so me futrali, ampak se to rabiš zato, da postaneš potem nekdo, ki se ukvarja z zdravljem. Če bi bila zdrava, se ne bi ukvarjala s tem. Torej, zelo pomembno je vedno segreti ta del. Če imate mrzle noge, dajte na kratko toploto pod noge, zato ker vam to tudi sprazni glavo. Bolje razmišljate, imate vročo glavo in mrzle noge, tle res, ko ti daš vroče na noge, boste videli, kako se glava zrelaksira, ker mora poslati. Če imate glavobole zaradi pretirane količine, to so ti migrenski, ko vam utripa, Če imate glavobol zaradi premajhnega pretoka, potem pa morate termofor dati tukaj. Zato, ker se vam je tukaj pretok ustavijo, pa je treba več krvi spraviti v glavo. Skratka, s prestavljanjem termoforja, nikoli ga ne držite na enem mestu celo noč, ni dobro, 15 minut največ na enem mestu, dosežete, da telo ne izgublja toploto in da ste pikico energenta na varnem. Če imate malo več energentov, potem tako kot smo se otroci igrali včasih, da smo dali deko čez mizo, pa se skrivali noter, potem pa osmislite svoj prostor
ki je najbolj ekonomičen, da v njem bivate, delujete in po potrebi spite. Vsaka hiša, tako kot imate evakuacijski načrt za primer požara, je dobro, da ima, mi smo že rekli, ok, zdaj imamo odprta vrata med kuhinjo dnevno in tako, če bo kriza, jih vrnemo nazaj. Če bo kriza iz spalnice, bomo v dnevno, ker je kmečka peč še, prestavili posteljo. Noben problem. Torej, če bo zmanjkovalo energentov, naša zadnja postaja je v osnovi kuhinja, ki ima 2,5 x 4 metre, za katero mi lahko zagotovimo, da nas greje, hrani in funkcionira. Veliko težavo pa bo imeli prijatelji s pametnimi hišami, ker nimajo manjšega prostora od 100 kvadratov, ker imajo radi visoke strope, ogromne šipe in ne vem kaj. Tako da vprašanje je res, kaj je pametna hiša, kmalu bo trenutek sreznitve, ampak jim želim vse najboljše, samo razmišljajte v tej smeri in če je potrebno, naredite potrebne prilagoditve, da vam ta scenarij gladko steče. Recimo, mi smo ugotovili, da je postelja preširoka, da bi šla v kuhinjo, pa smo nabavili, veste, tiste za goste, ki se lahko odprejo, če bi bilo treba. Zdaj še vedno dobite vse. Z deindustrializacijo Evrope, pa nekaj, kar vam je do zdaj bilo samoumevno, bo jutri postala tisto, o čem smo včasih sanjali v stari deželi, ko smo gledali, kaj na zahodu imajo, pa mi nimamo. Jaz se še spominjam teh časov. No.